Od vroče pripravljene pice je hitro prišlo do vročekrvnega izbruha, ko je v parkirišču Little Caesars izbruhnil pravi pretep. Začel me je poskušati udariti in nadlegovati, ker sem bila pač v tej situaciji. Razkrivamo, kako je ta pretep eni bivši zaposleni prinesel zaporno kazen. Sem jaz. Boš mene ukrivil? Ne. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Elizabeth Milner. Brdželje ali ne, ta prepir dejansko ni imel nobene zveze s pico, vendar je šel veliko dlje kot običajni spad. Uničil je trgovino, preklinjal vsakogar, ki mu je prišel na pot. In pustil žensko zlomljeno čeljustjo. 1. marec 2025 smo v okrožju Bernaleo, Nova Mehika. Malo po 11:30 zvečer, ko so namestniki šerifa iz okrožja Bernaleo poklicani v lokalni Little Caesars. Ja, tisto verigo pizzerij. Zdi se, da sta še dva druga pošneca, kjer poskušajo nekoga zadržati na verandi. 104, imate kakšen predlog, ali so kakšna vozila še vedno pogrešana, more biti lovci? Na parkirišču so ljudje in videti je bilo, kot da še vedno poskušajo obvladati ali zadržati to osebo. Imeli smo veliko klicev, s tem se morala živeti. In po vsem tem, ali je katera od klicnih oseb omenila kakršnokoli orožje? To je moje orožje. Policisti so prispeli v nekaj minutah, stranke pa so še vedno držale osumljenca na tleh. Lezi na trebuh, prijatelj. Lezi na prekleti trebuh. Ne vem. Vzemi svoje stvari. V redu, počakaj. Hej, počakaj. Ste v redu? Ne moram dihati. Počakaj, prosim, ne moram dihati. Potem dihaj. V redu, ga držim. Si pripravljen? Ostani na boku. Ne premikaj se. Gremo. Prav. Si pripravljen? Gremo. Si pripravljen ali? Ostani tam, kjer si. Človek. Gremo, pripravljeni? V redu, daj si torbo na hrbet. Odkot za vraga si? Obrni se na bok. Drži se. Hudiča. To je noro. Šerifov urad je osumljenca identificiral kot Roberta Guzmana. In tukaj je, kaj se je zgodilo, preden so prispeli policisti iz šerifovega urada. Po navedbah tožilstva je Robert Guzman vdrl v Little Caesars pizzerijo, uničil del trgovine, nato pa začel napadati ljudi. Ali potrebujete zdravniško pomoč takoj? Ja, ve, udari me je v bok. Razumem. Gremo. Si na vrsti? Naj ugotovim. Ste v redu? Ja. V redu smo. Je kdo trenutno poškodovan? Je še kdo drug vpleten, ki ni tukaj? RGM je na poti, RTM je že na poti. V redu. Napetosti vrejo. Ena ženska je bila udarjena. Njen mož je še vedno pripravljen se spraviti na Roberta, toda policisti poskušajo pomiriti situacijo dovolj dolgo, da ugotovijo, kako se je vse skupaj sploh začelo. Hej, prijatelj, trenutno nisi aretiran. Vem, da si veliko preživel. Samo pridržan si. Če je tvoja punca bila napadena in si ti streljal, razumem, prijatelj. Ampak preden se pogovoriva, te bom dal policijski avto, da se malo miriš. Prav? Pridržan si. Nisi aretiran. Razumem. Razumem. Gremo. Razumem. Samo da se umirimo. Je to vaša žena tukaj? On je samo pridržan. Je na fantu. Hej! Ne poslabšaj mi stvari. Ne, tukaj smo. Hej, tukaj smo, prijatelj. Ti pizdun. Hej, tukaj smo. Razumem, prijatelji. Vem, da si iz prve pomoči. Prišel bom govoriti s tabo čez sekundo. Zame se je umirila, v redu? Kako ti je ime? Kako se imenuješ? Kak ti ime je, šef? Može Ella. Može Eli? Da, gospod. V redu, super. Usedite se, prosim, takoj se vrnem, prav? Da, gospod. Samo osredotočite se na svoj Samo pridi do mojega vozila, prijatelj. Držala se bo skupaj, prav? Kje je tvoj prst? Gremo. Počakaj. Kač? Moj avto, počakaj. Kako naj pridem tja, če sem poln sranja? Tukaj. Kaj ne? Ja, tukaj. Poišči ga. Gremo naprej. Jaz bom šel po vozilo. Si v redu?
Ja, sedi, sedi. Saj sem tukaj. Zakaj pa jaz ne bi sedel? O, človek. Počakaj. Počakaj. Drži noge noter. Čakaj. Poskušam popraviti roke. Počakaj. V redu, brat. Do konca. Premakni se naprej. Pejdi. V redu. Začnimo s to zmešnjavo, a? Lahko prenesem. O, ti hočeš to? Jaz bom vzel. Ali pa ti hočeš. Ni mi mar. Se sliši kot 60. Ali pa morda samo ta tip. Mislim, da samo on. Mislim, da drugi tip samo troši. Ja, njegova žena je dobila udarc v usta. V redu si človek. Reševalno vozilo je na poti, prav? Samo trudim se. Bil sem tukaj, ko si mu pokazal. Je kaj, kar želiš? Ja, daj mi sekundo. Hej, tukaj imam žensko, ki potrebuje zdravniško pomoč pred vsemi ostalimi. V redu. Tukaj je. Samo sekundo mi dajte, šef. Kako ti je ime, prijatelj? Moje ime je. Vidim tvojo poškodbo. Vem, da boli. Verjetno boli kot hudič. V redu. Lahko jo pokriješ, zdaj je težko govoriti. V redu. Si videl, kaj se je zgodilo? Ja. Tukaj delaš? Ne delam. Samo prišla sem po svojega strica. Prišla sem sem, ker sem povedal, da se nekaj dogaja. Poskušala sem poklicati policijo in saj poskušala sem pomiriti situacijo. Nekaj takega bi moral narediti zame. Imel sem te. Preprosto je šlo tako. In sem si rekla, v redu, zdaj bom to res prijavila. Pričam policijo takoj. In govorim s policijo, poskušam vse urediti. Vse so tukaj uničili. Oprosti, ker sem dovolila. Nič dobrega. Potem sem prišla sem. Začel me je poskušati udariti in nadlegovati, ker sem bila pač v tej situaciji, potem pa je začel napadati vse okoli sebe. Moj oče je bil tukaj in me je poskušal zaščititi. Zato je prijel za orožje, samo da bi se zaščitil, ker je hotel samo pomagati tistemu beli majici. Redo. Ja, in potem je bila tudi ona z njim na telefonu, vsi smo klicali policijo in jih skušali čim prej spraviti sem. In potem je nenadoma postal zelo agresiven. Ona je bila tiho, ni ga hotela gledati v oči. Preprosto je stopil k njej strani in jo porinil v skalo, tako da je padla naravnost na skalo tukaj zunaj. Je sedela na tleh? Ne, stala je blizu tebe. V redu, in potem je padla in se udarila. Ja, mislim, da se je zgodilo to, da si je po nesreči udarila zob ali nekaj takega in je šlo vse narobe. Kako jo pa poznaš? Ona je moja teta. V redu, ja. V glavnem, sem prišla po svojega strica, to bi moralo biti vse. In vaš stric je bil tisti drugi gospod brez majice? Ja, to je moj stric, to je njen mož. Tako da v bistvu je to vse, kar se je zgodilo, samo se je še naprej spravljal na vse. Si bil tukaj, ko je to razbil? Ne, nisem bra. Vršla sem po strica, ker mi je govoril, da postaja res noro. Kaj je tvoj stric počel tukaj? On tukaj dela. V redu. Ne samo, da je stric te ženske delal na tej lokaciji, ampak druga priča razkrije, da je tam delal tudi Robert Guzman. In ona razkrije, kaj bi lahko Roberta spravilo iz tira že na začetku. Ste videli, kaj se je zgodilo? Ja, ravno sem nameravala to povedati. Eden od tistih, ki so klicali, je kdo govoril z njim? Jaz sem ga pripeljala sem, ker me je nadlegoval, mi ni dovolil oditi in me je ves čas rinil v moj avto. V redu. In vrgel je Red Bull v moj avto, razbil mi je vetrobransko steklo. To je tvoj avto, Randy? Ja. Ko ste se peljali sem gor, ali je vleko za volan? Ja. Poskusila je? Namenoma je poskušal povzročiti, da bi se zaletela v avto, ki je prihajal iz nasprotne smeri. In zagrabil je volan ter ga obrnil. In razbil mi je vetrobransko steklo. Prav. In vrgel je pločevinko Red Bulla, kar je vse to povzročilo. V redu. In poskušal je povzročiti, da bi imela nesrečo. V redu. Če mi lahko samo pomagate razjasniti nekaj stvari, prav? Kdaj se je vse to zgodilo, kdaj ste ga prvič videli? Kdaj sem odšla od tukaj, Conor? Ali tukaj delate? Ja. Točno tako. Okoli 10, no bilo je po 10 uri, to zagotovo vem, verjetno okoli 10:30. Ja, in potem sem šla naravnost do Speedwaya, ki je čisto naravnost, samo v to smer. Ne vem, katera cesta ali karkoli, samo naravnost in bo na vaši desni. In tam sem ga srečala. No. Nisem ga srečala, nisva se dogovorila za srečanje. Samo videla sem ga tam. Videla si ga na bencinski črpalki Speedway, tam spodaj. Ja. V redu. In bil je jezen, že je pil. Bil je jezen, ker mu nisem bala. Nisem prekinila svoje izmene, da bi ga nekam peljala. Ga poznaš? Ja, je moj sodelavec.
Gospod, ki je vse to naredil. Ja, Dela tukaj, kako mu je ime? Robert. Robert kaj? Ne poznam njegovega priimka. Torej dela tukaj. Naša poslovodkinja je pravkar prišla, ona bo vedela. V redu. Torej dela tukaj ali dela danes zvečer? Da. Da. V redu. Torej, bil je jezen nate. Videla si ga na bencinski črpalki. Kako je prišel do bencinske črpalke? Peš. Šel je peš. Ja. Torej, je bil jezen nate, ker ga nisi peljala. Vi hotel. Kaj se je še zgodilo? In potem sem si rekla, no, delala sem, o moj bog. Pokrovček rezervoarja je bil snet in vse. V redu je, Kris. V redu. Bil je jezen, že je spil nekaj pijač. Bil je jezen, ker ga nisem peljala v hotel, da bi se dobil z nekom za seks. In jaz sem rekla, oprosti, delala sem. Potem pa je začel postajati nasilen do mene. Tam je črpalki Speedway. Ja, in jaz sem bila že v avtu v tistem trenutku. Že sem sedela v avtu, okno je bilo spuščeno in on je kričal na me in jaz sem bila kot, v redu, bom pač šla. Rekla sem, opravičujem se, oprosti, moram se vrniti nazaj. In začela sem se odpeljevati in vrgel je Red Bull v moj avto. Zato sem ustavila avto. In bila sem kot kaj na Speedwayu. Na Speedwayu. In izstopila sem iz avta, da bi pogledala, kaj za vraga je pravkar naredil, da se prepričam, da nobeno moje okno ni razbito. In rekla sem, zakaj si to naredil? In me je ves čas rinil nazaj v moj avto. Potem je zgrabil steklenico z alkoholom in udaril po sprednjem delu mojega avta. Dajte mi 1 sekundo, naredite mi uslugo. Lahko naredite FI fotografije vsega, tudi notranjost, ker je v avtu prižgana luč. Mislim, da je iztrgal njen pokrovček za gorivo in ga uporabil, ker je na njem kri. Torej tam je vrgel Red Bull proti vam in kaj se je zgodilo potem? Postavila sem avto, vprašala sem ga, zakaj je šel ven, rekla sem, kaj pa. In izstopil je, da bi se prepričal, da moje zadnje okno tam ni razbito. In me je ves čas rinil nazaj v avto. In še en par, ustavila sta se in vprašala, če sem v redu. Hvala. In rekla sem, ja, vse bo v redu, vse bo v redu. In potem je poskušal pobrati. Ne vem, kdo so bili, bili so naključni ljudje. In da bi pomirila situacijo, sem rekla, no, peljala te bom. In tako je sedel na sovoznikov sedež in začeli sva se peljati nazaj proti tej smeri. In prijel je za moj volan, medtem ko je prihajal avto, ga obrnil in poskušal me prisiliti. In kje bo to? Ne v tej smeri, ampak pri semaforju. Bolj proti vzhodu? Ja. Torej si bil na vzhodu. Počakajte. Ste stali ali ste se vozili? Vozili smo se. In segel je čez in prozil povzročiti, da bi imela nesrečo. Ja. Kaj še so? In potem sem ga prosila, naj tega ne naredi več in imela sem obe roki na volanu. In poskusil je to narediti še enkrat in sem mu udarila roko stran. In razjezil se je, me zagrabil za majico in me potegnil k sebi. In rekel je, če me še enkrat dotakneš, te bom udaril. In potem sem samo rekla, v redu, oprosti. In potem sem prišla naravnost sem in Alex in Connor sta bila tukaj in sem šla noter. Kateri? To je bil Alex, Connor. Alex, Connor je bil tisti brez majice? Ne, to je Alex. V redu. Ko sem se vrnila sem povedala Connorju in Alexu, kaj se je zgodilo. In rekla sta mi, naj se skrijem v kopalnici. In potem sem poklicala Aleja, našega drugega vodjo, tistega brez majice. In ker me je bilo strah. In slišala sem ga, kako je kričal na oba, ker je vstopil in začel vpiti nanjo. Zato sem ga poklicala in rekel je, da je na poti. Potem sem bila tam še minuto. In potem sem slišala, kako se je veliko stvari lomilo, ker sem blokirala Roberta. Si poklicala svojega fanta? Ne. Koga si poklicala? Ale tisti brez majice. V redu. Ker tudi on tukaj dela, v redu. Ja. In bil je tam zadnji noter, metu stvari in jih razbijo. Ja. Tako so vrgli iz trgovine in zaklenili vsa vrata. In takrat je začel hoditi naokoli in razbijati. Slišala sem, kako se je vse steklo razbilo. In začel je hoditi naokoli in razbijati vsa okna. Kaj se je zgodilo s tem oknom tukaj? A veš? Verjetno on, ker je bil najprej notri, potem zunaj, potem spet notri in potem je izbruhnil pretep. In potem smo vsi pristali tukaj zunaj. Ko Robert pove svojo različico dogodkov, pravi, da mu nihče ni dal prevoza, ni ničesar razbil. In kakšen pretep? Tisto noč ni bil v nobenem pretepu. Ja, ob upoštevanju teh pravic želiš govoriti z mano, Robert? O čem?
Potem, kaj se je zgodilo nocoj? No. Najprej potrebujem odgovor z da ali ne. Ali želite govoriti z mano ob upoštevanju teh pravic? Ja, da. Kaj se je zgodilo? Zakaj sem tukaj? Tista meka ženska me je skoraj povozila, stari. Kdo te je skoraj povozil? Tudi neka ženska tam zunaj. Tako da sem dobil oltarje? Vsi nadomestki. Justi si rekel... Ne, vsi nadomestki. Ja. V redu, kaj se je zgodilo? Odhajal sem iz službe. Delal sem v Little Cezarju, odhajal sem. In nekdo me je skoraj zbil na križišču tukaj. V redu, kaj se je zgodilo potem? Ne je bilo pač vseeno, človek. Nočem, da te avto zbije. Tebe pa res nič ne brida. Popolnoma, kot za naju. Prvič sem omenil, da grem ven zaradi nje. Malo sem pil, kot... In potem me je zadelo. Kot ona je vozila, ko je bila lačna. Ne vem, kaj še. To je to. Bil sem samo lačen. Skoraj me je zbila, jaz sem bil kot, to je to. Bil sem samo kot, skoraj si me zbila. Ona je bila kot, jaz sem bil kot, to je ubogo F. Skoraj me je zbila. Prekleto, stari. Kot kaj za vraga, razumem. Kaj se je zgodilo potem? Nič. Nič? Ne, mislila je, da bom šel nad njo, kot da bi bil nespoštljiv. Samo povedal sem ti, skoraj si me zadela. V redu. In kaj se je potem zgodilo? Kaj se je zgodilo potem? Nič. No, kaj te je pripeljalo nazaj sem? Ali kako si se vrnil sem? Bil sem tukaj. Veš, kje sploh si? Ja, kaj je to? Little Caesar. Little Caesar? Ja. Si srečal koga na poti in ti je kdo ponudil prevoz nazaj sem? Ne. Ne? Kako to, da nekdo pravi, da te je pripeljala sem? O moj bog. MJ. Ne vem, či je to prav? Ja, veš, MJ. Ona me je pripeljala nazaj sem, ker sem učil od tu, ker mi je dala, pravzaprav me ni pelala nazaj tja dol. Fredo. Ne, ni me pelala, sledila mi je nazaj tja dol. V redu, sam učil sem. V redu, prav? Potem me je zadelo. In bil sem kot vseeno mi je. Prav, pokličem jih enega, karkoli, samo hotel sem najprej poklicati, on bi rekel, hej, samo povej jim, naj bodo pozorni. Kot, malo sem pod vplivom, ampak vem, kaj se dogaja. Ne hodim ven na cesto, ne prosim, da grem ven. Je kot, hej, pravkar si me zadev. Torej... MJ, kako je ime? Mislim, njeno polno ime. Veš? Ne vem, stari. Jo lahko opišeš? Ne. Mandijana, je to ona? Ne. Torej, te je Mandijana pripeljala sem z bencinske črpalke? Ne. Nazaj sem? Te je kdo pripeljal sem? Ne, prišel sem peš. Si prišel sem peš? Ja. Ko si prišel sem, kaj se je zgodilo? Začel sem hoditi nazaj. Nazaj kam? Dol po hribu. In kako si potem drugič spet prišel nazaj sem? Nisem, samo začel sem hoditi nazaj dol po hribu in pol kako... So te aretirali. Vi, no, še vedno si. Torej tukaj nisi ničesar zlomil? Nisem. Nisi razbil okn ali razbil vse v notranjosti? Metal stojala za pico posod. Razbil vodno. Pipo, ne. To nisi bil ti. Zakaj potem vsi pravijo, da si bil ti? Sovraži mene. Kako bi se lahko sprla? Ne. Ne, zakaj pa krvaviš? O, res? A res? Boš mene krivil? Ne. Mene boš krivil za vse, kar se ti je zgodilo. O, človek. Samo poskušam ugotoviti, kaj se dogaja. Si na moji strani? Ne, nisi. Hej. Kaj noga? Nihče ni bil nikoli na moji strani. Poskušam se pogovarjati s tabo, ker si do mene samo nesramen. Nihče ni zares nesramen do mene in nočem streljati. Poglej. Počakaj. Celo moje življenje so bili vsi vedno, jaz sem, ti, oprosti. Čutiš to? Nisem ti. Samo pravim, popolnoma kot... Prišel sem, da vprašam, ali imaš trenutno kakšne poškodbe. Ja, čutim svoj obraz, čutim svoje ramena. V redu, še kaj drugega, kada imaš občutek, da umiraš ta trenutek. Kanja, kada, jaz. No, odpeljali te bomo v bolnišnico, prav? Daj mi sekundo. Čeprav Robert vztraja, da ni naredil nič narobe, je povzročil veliko škode. Ena od žrtev naj bi bila zaradi zlomljene čeljusti odpeljana v bolnišnico. In pustil je zaposlene prestrašene. Na koncu pride spredaj, poskuša odpreti. Glavna vrata. Ko to ne deluje, pride do stranskih oken, pri okencu za naročanje iz avta in tudi ta poskuša odpreti, a jih seveda ne more odpreti. Zato vzame palco in jo vrže v tisto okno. Ja, in ga razbije. Ja, tako da so bila jaz pa kon do te točke prestrašena in zato sem se tresel po telefonu. In potem poskusi še enkrat priti skozi zadnja vrata, gre okoli, meče kamenje v okno, nato pride do vhodnih vrat, jih močno potegne in se odprejo.
In v tem trenutku je ves krval in vse. Nato pride nazaj k meni. Reče, da ima osebno v avtu in jaz... Prekleto to je. Prekleto, on drži ročaj metle, jaz držim škarje. Zdaj nama je silil v obraz in govoril, zakaj za vraga ste me zaklenili ven, kaj počnete, ste vi nori, in kar naprej pritiskal na naju. Na koncu so bila potisnjena v tisti kot tam zadaj, kjer je pisarna. In veš, samo govorijo mu, stari, nehaj, prosim, nehaj. In njega v tem trenutku sploh ne briga, ni mu mar. Torej, spet nam reče, da nam ne bo nič naredil, da smo mladi in da tega ne bo storil. Ampak potem mi pokaže naravnost obraz, na roki pa ima kri. Pokaže name in neki krvi mi poškropi obraz. In v tem trenutku vstopi noter in poskuša pomiriti situacijo. Me začne se pretepati ali kaj podobnega. Poskuša se pogovoriti z njim. Ampak Robert už ga ne upošteva, se je starejši od mene. On kar brez opozorila udari z rokami, samo dotakne se telesa. Ja, kar z desnim kavljem ga udari v čeljust. In jaz sem tam, šokiran, se ne premikam, on pa pobegne od tam tako hitro, kot lahko. In potem se omaknem nazaj. In potem pride on, oziroma Robert, pravzaprav, oprosti. Napačno ime? Robert spet pride k meni. In veš, je tako blizu, da bi me skoraj dotaknil, kot da bi prijel z rokami in podobno. In na stolu, in kada sam poskuša, veš, priti k sebi, potem drugi ljudje. Si imel občutek, da te bo zgrabil? Res sem imel tak občutek. Si imel občutek, da te bo udaril? Da res sem imel tak občutek. In ti tipi vstopijo. In potem... Žena vstopi. To je ženska z zlomenim predalom. Ja, potem vstane in Robert jo namerava udariti, a se začne braniti, ker noče, da bi kdo udaril njegovo ženo. Tako da Robert se na to vrne z več udarci in potem tista ženska tam, ja, ona skoraj je bila, pravzaprav, ja, bila je udarjena. In v tem trenutku stečem ven, da ga vidim. In potem, veš, poskušamo se pogovoriti o situaciji, da vidimo, kje so vsi. In na koncu vsi pridejo ven in takrat začne Robert metati še več udarcev proti tistemu plešastemu tipu tam. In zdaj je pretep že tukaj zunaj? Ja, pretep. Na tej točki, ja, pretep je tukaj zunaj. Oni hodijo sem. In takrat ga držijo na tleh, ko priješ sem? Ne ravno, ker na tej točki, veš, on kriči, poskuša reči, spustite me. Poskuša kričati, spustite me, in veš, še vedno se bori. Torej je tam pri tistem jarku skupaj z mano. In malo so se umirila, ampak prav v tistem trenutku je Robert udaril. Ženo v čeljust in potem pade na tisto skalo in takrat steče proti njemu, ga podre na tla in ga začne držati tam spodaj. In potem so vsi začeli udarjati. Robert se je soočil z obtožbami zaradi hudega telesnega napada s povzročitvijo hude telesne poškodbe, kaznivega poškodovanja tuje lastnine in 2 obtožb zaradi telesnega napada. Ker je bil med prekepom krvav in podplut, so ga morali odpeljati tudi v bolnišnico, toda tudi tam je povzročal težave. Hej, over. Hej, Robert, kaj? Lahko nehaš kričati name, stari? Moj bog, kaj? Zakaj? Smo v bolnišnici. Tukaj, počakaj, daj mu odstraniti z obraza. Bro. Nikoli, da bi te klical, karkoli, zaradi kakršnega koli sedeža. Sedi. O, moj bog. O ja, lahko nehaš, si sedel. Daj prihodnost. Mama. Stopi gor. Briga me. Pogov. Se trudim, stari. Nisem mislil. Samo pojdi, ne potrebujem mame. Pojdi. Počakaj, šef. Pohiti. Počakaj, pripravljeni smo. Ne moramo iti. Pojdi. Stari, gremo, stari. Veš, nam ni vseeno. Mama, pusti me pri miru, ni mi mar. Ni mi mar, krvi vzamte, bom sam sebe motil. Utihni, bom sam sebe motil. Jebal te bom. Kaj pa to? Kaj pa to? Kaj pa ti? Veš kaj? Kaj pa ti? Vsi ste prekleti, zlobni. Koliko pomoči? Ni mi te treba hudo poškodovati. Povej, misliš, da bom odšel? Samo ju sedi se. Ne, ju sedi se. Sedi, mama.
V redu, v redu. Ja, gremo, na. Hudiča. Ja. Veš, da mi ni treba. Hej, kaj, s tvojimi brki na prstih. Bodi cool. Ti bodi cool. Samo cool si bil. Samo bodi cool. Nisi jaz. Torej si bil samo? Ne. Ne briga me, kaj si ti misliš. Hobi, ti nisi jaz. Ne veš, kaj je prav, ne veš. Ti si samo policaj, prijatelj, ne? Poslušaš. To je vse, kar imam za povedati. To si ti iz srca. Kje smo zdaj? Priznaj to kot pravi gangster. Jaz to priznam kot pravi gangster. Ustavi moja F. Mislim, da daješ. Niti mar, kot ta mali oče, kaj je krog, ne veš, kaj je to. Umakni prst. Gospod, kaj? Tukaj sedijo 3 majhne deklice. Prav. Favla, utihni, hej. Prav. Stvari so postale tako slabe, da so morali Roberta dati nazaj v vozilo policista. Medicinska sestra in zdravnik sta ga morala pregledati zunaj na parkirišču. Hej. Ubi. Hej, bud, poskusi priti ven. Utihni je Benti. Ja, tukaj. Utihni je Benti. Ni ti treba skrbeti, zunaj si. Hej, bodi prijazen, brat. Ne, ni mi treba biti prijazen. Primi se. Nehaj biti tako neposreden. Utihni. Kaj je, ful? Hej, lahko sedeš, da ti lahko zdravnik govori? Seveda lahko. Kaj je? V redu. Cool. Kaj? Sedi pokonci, kaj? Daj, ucini. Obnašaj se čisto noro. Ja, dej to. Zaduši se s tem, da ti je mar. Kaj je, a? Pozdravljeni, gospod. Jaz sem dr. Wilson. Ja, kaj? Dovolite, da vam pomagam. V redu. Ne, ja, kaj, stari? Kaj? Dovolite, da vas samo pogledam, da se prepričam, da ste v redu. Stari, kaj? Zakaj? Da se prepričam, da ste v redu. Dovolite mi, da samo pogledam vaše oči, prav? V redu, pojdimo. Kaj? Zakaj? Kaj želiš videti? Kaj? Samo tvoje oči želim videti. Kaj? Kje so moje oči? Zakaj? Pokaži mi jezik. Ja. Kaj? V redu. Kaj? Drži mi tako. Kaj? Stisni zobe skupaj. Grizi. Se ti zdi, da so tvoji zobje poravnani normalno? O, ne tega. V redu, zmeril ti bom puls, prav? Ne vem, ja. Postavljaš vprašanja, jaz sem čist zadet, resno. Imaš kakšne zdravstvene težave? Mogoče, ne vem, kaj misliš, stari, ful široko vprašanje. Imaš kakšne zdravstvene težave? Ja, jih imam, pa ti? A kdo sploh da, verjeten, ne? Sem tukaj, da mi poveš verjetnost? Tukaj sem, da ti pomagam. Prav. Sem. Tukaj si, da hiter poskrbiš zase in se spraviš k sebi. To je tisto, kar... Vrni se k meni. Globoko vdihni. Robert je na koncu dobil zdravniško odobritev in so ga odpeljali v zapor. Izrekel se je za nedolžnega glede obtožb in njegov primer je šel na sojenje konec leta 2025. V začetku decembra 2025 ga je porota spoznala za krivega po obtožbah. Po poročanju mu je grozilo več kot 20 let zapora. Marca 2026 ga je sodnik obsodil na 11 let zapora. Spletni zapisi oddelka za popravne zavode Nove Mehike kažejo, da Robert Guzman prestaja svojo kazen v Centralnem popravnem zavodu Nove Mehike v Los Lunas. Hvala, ker ste poslušali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.